Zdravniki so imeli zlovešče napovedi, 7 različnih diagnoz, da če bo slučajno preživel, v vsakem primeru pa prav gotovo ne bo nikoli sposoben živeti samostojno. Kako si se s tem spopadala? Sem v bistvu se odločila, da ne bom v vlogi žrtve, ampak da bom iskala rešitve. Ti si naša certificirana mojstrica manifestacije, ki je ključno prispevala k temu, da je Gabriel danes uspešen mlad fant, ki dela in živi v tujini. On je danes točno tako, kot sem jaz njega videla. Ker ko starš verjame, otrok zmore. Ko starš verjame, otrok zmore. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Maja Štefanec, ki prihaja iz štajerskega konca, vendar živi na Primorskem. Maja ima res inspirativno zgodbo, ki se vsakega dotakne in sem hvaležen, da je danes z nami. Maja, dobrodošla. Pozdravljen, dobrodošli. Hvala, ker si z nami in začneva kar pri tvoji zgodbi. Torej, življenje te je na nek način začelo preizkušati že kar zgodaj. Kaj se je zgodilo? Povej nam. Ja, jaz velikokrat, ko me kdo vpraša, da se mu predstavim, povem pravzaprav, da sem v prvi vrsti mama otroka s posebnimi potrebami, ki danes ni več otrok, pač pa je že odrasel mlad mož. In te preizkušnje so se začele v trenutku, ko se je moj sin rodil. In sicer zdravniki so imeli zlovešče napovedi, zelo take, glede na to, da je imel pač možganske poškodbe in to 7 različnih diagnoz, da če bo slučajno preživel, ne bo verjetno ne videl, ne slišal, ne govoril, ne hodil, v vsakem primeru pa prav gotovo ne bo nikoli sposoben živeti samostojno. In pri 24 letih, ko to zveš, ni ravno enostavno. Ampak danes ta fant živi, dela zase, živi samostojno, celo v drugi državi. Je zelo srečen, zadovoljen in uživa svoje življenje na polno. V bistvu zmore vse to, kar so rekli nekoč, da ne bo mogel. Ko si ti dobila takrat diagnozo zdravnikov, kaj je bilo v tvoji glavi? Kaj si začela razmišljati? Kako si se s tem spopadala? Čisto iskreno, najprej diagnoze ne dobiš takoj, pač pa povejo, kakšna diagnoza se lahko zgodi po ne vem kakih 2 letih, ko se vidi. Ampak, ko so začeli naštevati, kaj vse lahko to pomeni, se je začelo meni v glavi sesuvati vse, za kar sem si predstavljala, da moje življenje bo, ko bom enkrat postala mama. Bilo me je strah. Bila je ena taka velika praznina in strah. Nisem vedela, kaj je boljše za tega otroka, da celo življenje trpi, vegetira, pa nima nič od življenja, ali da jaz nekako grem čez njegovo izgubo, če ne preživi in vse ne trpi, recimo. To je bil en tak ping-pong v moji glavi, milijon vprašanj, nobenega odgovora in bilo me je zelo strah, če povem po resnici. Vendar v nekih trenutkih se zgodi, da ta materinski občutek, instinkt, nek osnovni mindset, ki ga človek v bistvu v sebi ima in ga gradi do trenutka, ko postane starš, vseeno v ta preživetvenem nagonu, bom rekla, pride ta na plano, se pravi, kar smo se do takrat naučili v življenju. In v tistem trenutku po prvih tednih frustracije, žalosti, sem v bistvu se odločila, da ne bom v vlogi žrtve, ampak da bom iskala rešitve. In v vlogi žrtve v smislu, da to ne bo konec nekega sveta, ampak
pač začetek nekega novega, drugačnega načina življenja. Ta prehod, če sem zelo iskrena, se je v mojem srcu zgodil instinktivno, v moji glavi pa je trajalo kar nekaj časa, da sem jaz to zmogla si zložiti in razumeti. Nisem vedela, kaj bo to za sabo potegnilo. No. Dostikrat rečemo, da starši bi naredili za svoje otroke vse in še več. Ti si šla čez veliko različnih meja takrat, torej si vztrajala in se borila kljub diagnozam, ki niso bile tako prijazne. Ja, a veš, veliko sem se naučila pred tem, ampak še več v tej zgodbi z mojim sinom. In morda takrat nisem niti vedela in sem šele spoznala, ko sem stopila v kontakt pravzaprav s tabo, z tvojimi izobraževanji, ki so mi potem zložila celotno sliko, kako sem jaz zmogla pravzaprav te stvari peljati oziroma funkcionirati, je to, da je ta mindset, ta način razmišljanja, da si postavljaš vprašanja samemu sebi, me je pripeljalo do tega, da sem rekla, čakaj malo, kaj dobesedno, kako lahko zdravnik reče, ne bo to, ne bo to, ne bo to, otrok ima 14 dni, 3 tedne, kako ni lahko vejo, se je dobro, kaj ste vi, Bog ali kaj ste? Takrat se je v meni, skozi ta vprašanja, ki sem si jih jaz postavljala sama, se je v meni zgodil mogoče nek revolt, da ne bo nekdo drug odločal o tem, pa določil, kaj on bo, pa ga etiketiral, ampak da če bo kdo to odločil, da bom to jaz, čeprav ne jaz kot, da bom jaz odločila, pač pa da bom jaz probala narediti vse, da bo on lahko enkrat svoj maksimalni potencial dosegel, kar se ni vedelo, da bo. A razumeš? In to, ta zavest, da nihče pravzaprav ne more vedeti, kaj se bo zgodilo, da ne more napovedati prihodnosti in zagotovostjo trditi, kaj bo, to je bilo meni ena rešilna bilka pravzaprav. Kakšne so bile te diagnoze? Imaš kakšne primere? Kaj so rekli zdravniki, da ima vse? Gabriel je imel v bistvu 2 luknji v možganih, njene možganovine. Cerebralna paraliza kot posledica poškodbe možganov se postavi za diagnozo pri 2 letih nekje, ko se pokaže razvojni primanjkljaj. Ampak ker so bile te njegove možganske poškodbe tako blizu možganskega debla, so v bistvu bile prekinjene vse ključne povezave z vsemi centri v možganih. In iz tega razloga so predvidevali, da pač, ker takrat, 26 let nazaj, je bil razvoj prepoznavanja, kako delujejo možgani, kako funkcionirajo vseeno drugačen, kot je recimo danes, se je zgodilo, da je bilo pač logično, da so oni razložili, da bo to tako. Druge diagnoze so bile, on je imel sepso, ko se je rodil, imel mekonijski ileus, perforacijo črevesja, peritonitis, te epileptične napade kot posledico. In zanimivo je, jaz sem nekako začela sprejemati lahko vsa ta stanja in diagnoze, zato ker sem se jaz začela učiti o njih. Jaz sem začela brati medicinsko literaturo o tem, kako delujejo tudi možgani, kako se, poiskala sem takrat, moraš vedeti, internet je bil v povoju, se pravi knjižnica, knjige in kdo mi lahko da kakšne informacije, ne? Da sem se naučila, kako možgani funkcionirajo. Zaradi tega, ker ni se vedelo, če bo lahko resnično govoril, ker pač ni bilo povezav v centre možganov. In po CT-ju glave se je izkazalo, da je to v bistvu njegova predikcija, da bo v vegetativnem stanju, če bo preživel, glede na to, da je pri 3 dneh bil operiran in imel v bistvu vse organe zunaj, da so čistili trebušno votlino, vzeli, mislim, ne, pri 3 dni je bil star, ko je bil v bistvu operiran in potem posledično seveda priključen na kisik, 1,5 meseca, konstantno, po sondi hranjen,
Ni bilo enega uda na njegovem telesu ali pa enega delčka, kjer ne bi imel neke naprave priključene nase, ki ga je ohranjala pri življenju. In seveda takrat, ko se je tudi rodil, ko so se mu sesedla pljučna krila, ni mogel sesedla pljuča, ni mogel dihati in tako naprej. To so vsaka za sebe te diagnoze že predstavljale v bistvu neko kritično situacijo, ker so bile pa vse združene in ker je bil to novorojenček, ki se je moral roditi 1 mesec prezgodaj, pred porodnim terminom, je kazalo vse na to, da pač so njegove možnosti preživetja res zelo blizu nule. In potem, če se gre za preživetje, se to lahko porihta, potem pa kakšna je kvaliteta življenja tega otroka. Ni bilo vprašanje, zame pravzaprav Aleksander niti ni bilo pomembno, če bi on hodil. Resnično. Ni bilo to pomembno, zaradi tega, ker lahko živiš ti polno in kvalitetno življenje, tudi če ne moreš hoditi. A me razumeš? Ampak lažje je, ne? Lažje je. Ampak ko si kot starš, ko dobiš tako diagnozo in ko ti to vse rečejo, imaš v bistvu 2 možnosti. Ko so meni začeli vse naštevati, sem se rekla, stop, čakajte. Povejte mi, ali je kakšen organ, s katerim je vse v redu. Pa me pogleda in rekel, v tem trenutku ne. Sem rekla, To so bile take pikice, kaj sem si jaz mislila, to ne more biti res. Meni se je zdelo, da sem jaz v filmu. Ko sem čez 1 leto, ko je imel Gabriel 1 leto, ko sem pogledala nazaj, sedela sem tako in razmišljala, sem mislila, to se ni meni vse zgodilo, ker je bilo grozno. In takrat se vključijo neki drugačni mehanizmi, ki jih zelo težko razumeš, ampak če pa si pripravljen kot starš na njih vsaj delno bom rekla, da razumeš neke miselne procese, ki se v tebi dogajajo, da poznaš tehnike, s katerimi se lahko naučiš obvladovanja nekih misli, nekih razmišljanj, veliko lažje greš čez take situacije in to je dejstvo bilo tudi zame. In jaz sem prepričana, da to, kar v bistvu ti počneš, če mi dovoliš, da zdaj tako povem, ko izobražuješ z svojimi različnimi izobraževanji ljudi, ki mogoče v tem trenutku ne potrebujejo neke rešilne bilke, je to trenutek, ko morajo investirati v vase, zato ker nikoli ne veš, kaj prihodnost prinese. In moja pot se je sicer res začela z nekimi diagnozami, ki so bile katastrofalne, ampak se je končala če vzamem tako, z upanjem, z ljubeznijo in z uspehom. In to ni samo, ker sem jaz pozitivno razmišljala, ampak je zatem res bila tudi strategija. Kako? Tako da upam, da sem odgovorila na vprašanje. Ja, ena stvar si naredila, kar jaz vsem svetujem, to je, ko dobite diagnozo, ki vam ni všeč, dajte se v to vsebino poglobiti. Dajte poiskati nekoga drugega, ki bo morda kot strokovnjak, kot recimo v tem primeru zdravnik, lahko dal več upanja, pa imel nek drugačen pristop. In ta tvoja vztrajnost je bila res neverjetna. In čeprav razumem, Gabriel takrat je bil nedonošenček. In koliko je bil velik? On je bil v bistvu, njega je to rešilo, ker je imel 2860 gramov in je bil 52 centimetrov. Tako on je bil v bistvu tak kar normalen dojenček, če bi bil 9 mesecev donošen. To ga je rešilo. Ne? Bi pa nekaj dodala k temu, kar si rekel prej. A veš, jaz razumem tudi stališča zdravnikov, ki povedo tako. Zaradi tega, ker imajo toliko izkušenj. Zame je to bila moja prva izkušnja in edina, recimo. In za vsakega starša je to, in za vsakega, ki dobi neko diagnozo, ki je grozljiva, je to pač prvič. In edinkrat in samo za njega pomembno. Ampak zdravniki imajo toliko nekih izkušenj in oni pač samo statistično gledajo in statistično povejo. Predvidoma bo to tako. Oni ti ne rečejo, predvidoma bo to tako, ampak mi mislimo, da bo to tako. On sigurno ne bo to pa to pa to, zaradi tega in tega in tega. Ampak
Seveda je od strokovnjaka odvisno, kakšen ima pristop in način, da te stvari pove. Vendar je odvisno tudi od tega, da mi znamo sami pri sebi kritično presoditi in si reči, tako kot si rekel prej, čak malo, kaj zdaj to pomeni? Predvsem pa tisto, kar je bilo moje vprašanje, priključen na vse aparate, operirali so ga, vse to, držijo ga pri življenju, tistih prvih dneh. Oni delajo svoje. Moje vprašanje, in to si po moje vsak starš mora postaviti in tudi vsaki neko diagnozo dobi, kaj pa jaz lahko naredim za to, da se bo to spremenilo. Zame je to pomenilo izključno ena banalna stvar, bom rekla. A veš, ko se zgodi taka traumatična situacija, dosti imam po porodu, tudi izgubi mleko, zaradi tega, ker je to šok, psihološko šok za telo. Jaz tega nisem vedela, recimo, dokler mi niso sestre so mi povedale, ja, veste, če bo se to zgodilo normalno in tako. Jaz sem vedela sama, to je edina stvar, ki jo jaz lahko v tem trenutku naredim, ker ne morem, on je bil v Ljubljani, jaz sem bila takrat v Mariboru, ker sem imela pač cesarski rez in to. In jaz sem si pač tisto mleko črpala, saj se smešno sliši, ampak to je realnost. In sem rekla, mu bojo to dajali po sondi, zato ker sem brala, da je pač materino mleko zdravo in to. A razumeš, gre za to, da rečeš, v tistih najbolj kritični situaciji, kaj pa jaz lahko naredim za to? In to vprašanje sem si milijonkrat skozi to celo zgodbo postavila. Bravo. In tukaj spet poudarjam to, kar si tudi ti rekla. Ena velika pohvala, en velik poklon medicini, ki je ključno tudi prispevala k temu, da je Gabriel danes uspešen mlad fant, ki dela in živi v tujini. Hkrati pa tudi to upanje, ki si ga ti nekje dobila. Jaz dostikrat rečem, tudi ko se pogovarjam z zdravniki, ki prihajajo na naše delavnice, da ni treba, da pacientom dajo lažno upanje, je pa ključno, da vsaj neko upanje dajo. Da rečejo, ni nujno, da se to lahko zgodi, obstaja pa možnost, ker potem, ko nekdo ima neko vero, neko zaupanje, neko upanje, se bori. In ti si se borila, ker si iskala to upanje, ker si iskala neko rešilno bilko, ne glede na to, da je bila mogoče prva statistika ali pa to, kar si dobila na začetku, neugodna. Ja, drži. Ampak a veš, dejstvo je, da smo starši, ko se zgodi neka situacija z otrokom, ne samo v tem primeru, ko se rodi otrok, ki ima zdravstvene težave, ki pripeljejo v posebne potrebe potem. Pač pa vedno, kadar se kakemu staršu zgodi, da otrok zboli, se počutiš v prvi vrsti nemočen. In takrat potrebuješ v sebi najditi tisto notranjo moč, moraš jo, ker a veš, jaz sem vedela, da če jaz ne bom verjela v njega, noben drug ne bo verjel. Jaz moram biti prva, ki verjamem v njega. In verjamem v to, da bojo se stvari lahko odvile tako, kot je. In velikokrat, sploh v začetku, tisti prvi mesec, 2, ko sva bila v bolnici v Ljubljani, je bil on priključen na vse tiste žive aparature, z cevko v sapniku, nisem mogel niti prav premikati, ker je bil sedatiran. Vse, kar so bile njegove očke. In ko sem jaz gledala tiste očke, sem imela en tak občutek, da jaz pač verjamem v energijo. In meni je ta moj otrok sporočal, da naj verjamem vanj, da naj ne obupam, da bo vse okej. Ali sem si jaz to samo domišljala, ali ne, sploh ni pomembno. Pomembno je, da je to mene ohranjalo pri zdravi pameti in mi dajalo meni moč za to, da sem vsaki dan znova prišla tja in potem bila skupaj z njim in ga držala. In veliko stvari, a veš, v življenju vedno sprejemamo odločitve. Tudi če se nič ne odločimo, je odločitev. In če se ti odločiš, da boš prepustil vso skrb za to, da bo tvojemu otroku v taki situaciji dobro,
samo stroki in samo drugim ljudem, ki znajo več od tebe, ki vejo več od tebe, je kot da ti prepustiš to svojo moč, ki je pa ključnega pomena nekomu drugemu. To ne pomeni, da je rezultat garantiran, ker ga ni, ker ga jaz nisem imela nobene garancije, da bo okej. In noben starš nima in tudi jaz nobenemu staršu, iskreno povem, nikoli ne morem reči, ja, če boste pa tak, pa bo tako pa tako, kot vi želite. Zato, ker ne moreš tega vedeti, ker pač nisi Bog. Lahko pa narediš vse, da mogoče bo tako. Ampak, če ne boš naredil vse, pa sigurno ne bo. In to je tista stvar, ki po mojem mnenju, tisto razmišljanje, ker je odvisno in pomembno, to jaz želim starše v bistvu naučiti, da je od njihovega videnja celotne situacije in vere ne le v otroka, pač pa tudi v samega vase, v svoje sposobnosti, odvisno od tega, kam bo ta otrok lahko prišel. Ker eno je, kar je danes. Eno pa je, kar jaz vidim, da bo ta otrok lahko. In če jaz razmišljam in delujem v smeri proti temu cilju, potem bom sigurno nekam po tej poti do tega cilja prišla. Mogoče ne čisto na cilj, ampak prav gotovo v tej smeri. Če pa se ne bom usmerila na to, bom rekla, ok, to je pa zdaj taka situacija in je grozno in tak pač je, to bo pač tak. A obstaja logično možnost, da se bo to nekam premaknilo? Težko. In to zavedanje, da imamo mi odgovornost sami, tega se naučiš, da se razumemo. Meni to ni bilo kar dano. Jaz sem ogromno knjig prebrala, ogromno različnih izobraževanj dala skozi, raziskovala, spraševala, se učila, prejokala, podvomila. Ta dvom in upanje sta pogosto šli z roko v roki. Tako. Mislim, čestitam. To, kar poslušam, je res občudovanja vredno in velika pohvala za to, kar si uspela zmanifestirati in narediti za svojega otroka. Ena pomembna stvar se mi zdi, mi smo imeli pred časom eno našo udeleženko, ki je naredila NLP praktik, mojster praktik NLP-ja in tudi coacha potem, ki je dobila diagnozo, da po eni rutinski operaciji je ostala na vozičku, dobila diagnozo, da nikoli več ne bo hodila in verjetnost za to je bila 99%. Tako so ji rekli zdravniki. Ona se je odločila, da bo tisti 1% in danes hodi. Ne hodi sicer tako, kot bi lahko nekdo drug hodil, ma še vedno se lahko premika brez vozička. Torej, in kaj je njej pomagalo takrat je, seveda, da si je tudi predstavljala, kako je hodi po pesku, po mivki in na nek način uporablja noge, kljub vsemu, da je bila na vozičku še. Kaj si ti takrat vizualizirala, si predstavljala, kje si črpala tu moč? Več v življenju si človek postavi neke cilje, sklene neka zavezništva, si da neke obljube in potem, ko se življenje dogaja, se dostikrat te stvari tudi spremenijo. In jaz v začetku, ko se je Gabriel rodil, nisem bila sama. Živela sem tudi z njegovim očetom skupaj, smo bili družina, ampak tako kot sem rekla prej, stvari se zgodijo in en tak otrok, ki zahteva 100% pozornost in fokus, zahteva po drugi strani tudi dva odgovorna starša, ki skupaj znata gledati v isto smer. In seveda tudi zelo dobrodošlo, če je širša okolica taka. Ampak kasneje, ko je bil Gabriel star 7 let, sem pa dejansko resnično potem bila sama z njim. In jaz sem to svojo moč pravzaprav črpala v tem, da sem si vizualizirala njega, kako on nekaj zmore. Aleksandar, mogoče ne boš verjel, ampak ne morem izkazati dovolj hvaležnosti za to, da sem takrat prišla na pot tega mojstra manifestacije, kad sem prišla do tebe, ker takrat je meni vse, kar sem jaz do takrat v življenju počela,
to dalo nek smisel in je povezalo vsa ta moja različna znanja. Jaz sem namreč bila povezana ali pa znotraj posla, ki je učil vse te veščine. Brala sem ogromno teh stvari, ampak nisem poznala izrazov, kot je NLP, nisem poznala izrazov, kot je vizualizacija že, vendar je vse bilo mogoče drugače povezano. Ampak bistvo je pa to, da sem jaz, ko je bil star Gabriel en teden in sva bila, oziroma 14 dni, ko sem jaz pač že lahko bila pri njemu v bolnici, vzela en zvezek in so mi takrat rekli, če bo on preživel, bosta vidva najmanj pol leta v bolnici in potem bomo videli, kako bo on potem vse stvari naprej, ne? Kar sem povedala že prej. In jaz sem se takrat usedla in sem si napisala datum. Tisti zvezek ima on pri sebi, ker mi ga noče. Tisto je njegovo, je rekel, da me vedno spomni. In sem napisala, danes je ta pa ta dan, Gabriel lahko diha sam, je zdrav fantek, lahko je, ne vem, sem še neke detajle pisala noter. Skratka, jaz sem si takrat zapisala, kaj on je in kdaj je datum, da midva gremo domov. Midva sta prišla domov 2 dni za tem datumom. Ne? To je bilo mesec pa pol, s tem, da rekli so pol leta najmanj, če bo vse tako. Sva midva prišla resnično domov. In takrat sem jaz dobila tisto potrditev v sebi, ja, ta manifestacija na nek način deluje, vendar, a veš, to so take realne, to je tak, ene stvari so neoprijemljive, tako kot je to, kar rečeš, ja, pa si zamišljaš, pa bo zdaj to. Eno pa je, kaj je ta situacija zdaj. Ampak tisto, kar si, nič ne stane, nič nas ne stane, če razmišljamo pozitivno in če vizualiziramo lepe stvari v svojem življenju. Isto nas nič ne stane, če si vizualiziramo slabe stvari, vendar tisto, česar nas to stane, je naše počutje. In jaz si nisem mogla privoščiti biti bolana, slabe volje, žalostna, zraven njega morala sem biti dobre volje, zato ker sem samo tako lahko njemu pomagala. In to je bila prva stvar, ki sem si jo zapisala. In potem za vsako stvar, zvečer, ko je on šel spat, sem ga jaz držala, ko je bil doma, sedela zraven njega, gledala, če slučajno ne bo dihal, in ga držala in mu govorila, Gabriel, ti veš, da znaš sam dihati, zmoreš sam, mislim, upam, da ne bo tega gledal, ker so bile res banalne stvari, take, ker ne razmišljaš o tem, kak je fajn, če se lahko pokaka otrok sam. Mislim, ampak take stvari so bile. Ne? In jaz sem to njega programirala. Takrat sem prebrala eno knjigo Psihokibernetika, ki govori o programiranju, ker naši možgani so računalnik. To, kar daš not, to dobiš, izvoli. To je odlična knjiga, vsem priporočam. Ja. Bravo, oprosti, sem te prekinila. Ja, ne, in jaz sem rekla, okej, to je to, kar jaz znam, ali pa lahko naredim. Nisem zdravnik, nisem, ne vem, strokovnjak, fizioterapevt ali kaj, ampak lahko probam. Mislim, sej jaz bom nosila vse posledice, če ne bo ratalo, ne? To je bistvo. Razumeš, in pa probaš različne stvari, dosti stvari tudi ni delovalo. Ampak manifestacije, v tem smislu, da sem jaz njega videla, da on zmore. On je danes točno tako, kot sem jaz njega videla. In zanimivo je, da je on v bistvu danes še bistveno več, zmore bistveno več. On zna voziti longboard, zna motor, zna bordat, kar je za nekoga, ki ima zmerno obliko cerebralne paralize, spastično diplegijo, v bistvu višek koordinacije in ravnotežja, kar je enormni problem pri takih otrocih. Ampak da on to zmore, je čisto izključno samo njegova zasluga. Zakaj? Zato, ker takrat, ko je on se te stvari naučil zdaj, ni bilo mene zraven več. On je ta mindset, ki sem mu ga jaz vgradila, ko je bil dojenček, ko je bil od malega. Ti veš, da to zmoreš. Ne zmoreš na tak način, bomo probali drugače. Boš pa zmogel tako. Jaz nikoli nisem njemu rekla, ti to ne moreš. Vsega tako, ko vsi ostali ne moreš. Lahko pa mogoče drugače. In smo ko Nikola Tesla, ki je iskal, kako bo zažarela žarnica, 63,000 načinov, tako sem jaz njemu rekla, bomo pač našli 587,000 način, ko nekaj boš lahko.
ampak zdaj pa še nismo prišli do tam. In ta mindset, ta vizualizacija, bom lahko, ne vem še kak, ampak nekak, se je potem obrestovala. In to je tista, z mojega zornega kota, tista manifestacija prava, ki jo ti čutiš v sebi. Ker, a veš, zakaj si mi nekaj manifestiramo, Aleksander, resnično? Zato, da bi se boljše počutili, ko bi to imeli. Se pravi, rdeča nit je boljše počutje. In jaz sem se odločila, da se hočem počutiti, ne glede na to, kakva je situacija, v tistem trenutku okej. In sem iskala stvari, ki so mi pomagale, da sem zaradi nečesa lahko bila hvaležna. Pa tudi, če je to pomenilo, da lahko je z roko, ker ni mogel recimo žlice prijeti, pa ni mogel stegniti roke, pa ni nič takega, da je nekaj pa lahko. Ko greš pod tisto, to lahko otroci, on je pa lahko, ne vem, 5 stvari se oglej, saj to pa lahko. Pa čeprav, ker je bilo to več, kot pa, če bi tu imel roko. A me razumeš, take banalnosti, mi sami se odločimo, kaj je pomembno, pa kaj je znak tega, da v življenju nekdo napreduje. In to je po mojem mnenju tista manifestacija tega, ko ti vidiš, da bo nekdo nekaj lahko, da verjameš van. Zato, ker ko starš verjame, otrok zmore. Ko starš verjame, otrok zmore. Prepogosto se poskušamo dokazovati, še kot odrasli, nekomu drugemu. Pa kako sem jaz našla ta mir pravzaprav tudi v sebi. Skozi njegovo situacijo sem zorela tudi jaz, ne samo kot mama, ampak kot ženska, kot oseba, ki razume, da se ene stvari zgodijo z razlogom. Jaz danes jemljem svojega otroka kot največje darilo, ker sem jaz postala najboljša verzija same sebe. Nikoli ne bi mogla postati tako ljubeča, čuteča, tolerantna, sprejemajoča, odprta za druge stvari, če ne bi imela takšne zgodbe oziroma takšnega otroka. In ti otroci nas silijo, da razmišljamo izven svojih okvirjev. Ker mi rečemo, tako je prav, tako je v redu, jih konformiramo. Želimo jih. Ampak ko se ti rodi en tak otrok, ki je mimo vseh pravil, imaš samo 2 možnosti. Ali rečeš, konc, jaz se ne grem več. Tudi to sem razmišljala, če sem čisto iskrena kdaj, ker je bilo zelo naporno. Ali pa rečeš, veš kaj, ne, dajmo tak. In vedno se, tako kot sem rekla, lahko v življenju odločiš ali bo neki problem ali bo neki rešitev. In meni je bilo to zavedanje, da če bojo te stvari funkcionirale toliko let nazaj, da ti otroku od dneva 1 daješ samozavest, gradiš njegovo samopodobo, da mu daš, da je vreden, da ga, tako kot ga jaz vidim, da ga učim, da on samega sebe gleda, da ne dovoli, da so etikete, ki mu jih nekdo da za diagnozami, nekaj, s čemer bi se on identificiral. Potem se neke stvari, ki jih vizualiziraš, ti v bistvu podzavestno zanj, realno zgodijo, zato ker postane ta oseba taka. Začne verjeti v bistvu vase. In meni se zdi, da je to največje darilo, ki sem jaz lahko svojemu otroku dala, da on zdaj, ko je odrasel, verjame, da zmore in da verjame vase, da lahko doseže tisto, kar si on zastavi za cilj. Čeprav ni enostavno pogosto. Ampak to ne igra vloge. Gre za način razmišljanja, da verjame vase, pa da ve, da zmore, ker v življenju vedno pridejo težke situacije, to vemo. Kdo je takrat tebi stal ob strani? Rekla si, da njihov oče po nekem času se je umaknil.
Kdo je bil takrat tvoja opora v tistih trenutkih? Ker zdravniki so večinoma ti dali neke sugestije, ki lahko ti niso bili tako spodbujajoče. Kje si pa dobila oporo ali pa podporo? Jaz sem imela največjo podporo moram reči, svoji mami, ki se velikokrat ni strinjala z mojimi metodami ali pa načini, ampak je verjela, da delam prav zato, ker je čutila mojo ljubezen do tega otroka. In mi je dostikrat stala ob strani in se z mano pogovarjala, ampak tisto pravo mindset, bom rekla, oporo, tisto, kar sem jaz potrebovala, sem našla pa v zgodbah ljudi, ki so šli skozi isto pot, po kateri sem jaz hodila. V bistvu je to bila ena zgodba, če sem čisto iskrena, ampak mi je bila dovolj za motivacijo. Naslednja stvar, kjer sem jaz iskala, jaz sem brala knjige, kot so Magija velikopoteznega mišljenja, Trdi časi minejo, trdni ljudje ostanejo. Ne vem, jaz imam recimo za te starše, s katerimi si da delam, imam pripravljeno pač en izbor nekih knjig osnovnih, ki jim jaz svetujem, da jih preberejo, zato ker bo njih pripravila na način razmišljanja, da bojo mogoče odprti, pripravljeni, in to je izobraževanje. To je bila moja opora. Rada bi rekla, ja, so bili ljudje okrog mene, ampak veš, vsak je imel svoje mnenje o tem, kaj bi bilo prav in kaj bi bilo najboljše. In jaz sem zaradi tega svojega načina razmišljanja prišla včasih v konflikt, ne v nekem slabem smislu, ampak v neko nestrinjanje z metodologijo, tudi z strokovnjaki, ki so Gabriela obravnavali. Zaradi tega, ker sem vedno vedela, da vse, kar se bo zgodilo, bom jaz tista, ki bom nosila posledice. Grozno se sliši, v bistvu bo jih on, ampak jaz kot nekdo, ki mora za njega skrbeti. In če bom jaz naredila narobe, ali pa če bom jaz dovolila, da oni naredijo nekaj, za kar jaz mislim, da ni prav, bom imela nekoga, da ga krivim, zato da on ni okej. Če razumeš, kaj hočem povedati. A daš nekaj primerov, ki me vseeno zanima, kaj so recimo stvari ljudje govorili, počeli in to je bilo konfliktno, se ti nisi strinjala s tem? Recimo, zdaj prva taka zadeva, ki je bila najbolj, ki je zahtevala največ moje odločnosti, je bila ta, da so otroke, kot je bil Gabriel, so pred vstopom v šolo takrat z povišanim mišičnim tonusom so jim operirali ahilove tetive. Ampak dejstvo je, da z namenom, da bi lahko ostali dalj časa hodeči. Ampak dejstvo je bilo, da jaz sem bila dostikrat tam sprejeta, sva bila več let z Gabrielom v Soči na rehabilitacijah, v bistvu celo njegovo osnovnošolsko obdobje in še pred tem. In sem videla rezultate potem, zato ker pač tam vidiš, ne, in ti otroci vseeno niso hodili, čez 2-3 leta potem po tej operaciji so bili na vozičku. In tistem času so imeli strokovna predavanja tudi na Soči, kjer z gostujočimi zdravniki in tako naprej, in takrat so predlagali, želeli, ja, Gabriela bomo pa zdaj operirali, ne. On je nosil takrat vse žive opornice in vse tako. In se seka, ne, jaz grem na to predavanje, da vidim, kakšni so z naslovom možni zapleti po operacijah oziroma po operaciji spodnjih okončin teh otrok, blablabla. V bistvu strokovno predavanje. Ampak jaz sem želela vedeti, okej, če grejo na to operacijo, jaz hočem vedeti, kakšne so pa možne negativne lastnosti. Se pravi, ne da sem si jaz zatiskala oči pa videla vedno vse v rožicah, daleč od tega, ampak jaz sem vedno htela videti, okej, to je to je ena rešitev, tudi če je slaba, mislim, tudi če so lahko posledice, in potem greš pač, rečeš, kolateralna škoda sprejemljiva ali ni sprejemljiva. Ali razumeš? In tukaj je prišlo do konflikta, ker sem jaz to htela poslušati, so rekli, ne moram kot starš iti tega poslušati, se nekaj v redu. In takrat je strokovnjakinja, ena tuja strokovnjakinja iz Amerike, zdravnica, rekla, okej, ga bo pa ona pregledala, če ostanete, pa bo še ona podala svoje tretje mnenje. In zgodilo se je, da se je izkazalo, da sem jaz imela feeling, da je moj občutek bil pravi, zato ker je rekla, da mama prav, meni so za takrat 3 zdravnice, a več ne gre se za to, da se ti nekdo praviči, ampak sem, da pač prideš do
tega, bom takoj povedala, zakaj je to bilo pomembno, tak ključen moment. So rekli, če bi njega operirali, bi to njemu vzelo moč in on bi dejansko potem obsedel. In kaj je, to je bil en moment, tudi za vse ostale tam, tudi za ostale zdravnike. Ker dejstvo je, da njega niso operirali. Takrat so ga, potem ko je bil star 12 let, so mu delali osteotomijo, se pravi celo nogo obrnili ven, postavili v Gracu in tako. Ampak od tistega, čeprav je v začetku izgledalo, da sem šla kontra zdravnikom, sem v bistvu si jaz želela samo alternativo vedeti. Se pravi, to je tisto, kar si čisto na začetku omenil, rabiš dobiti še neko drugo mnenje, nek drug pogled, neko drugo informacijo, zato da lahko prideš do nekega zaključka. Ker jaz sem rekla, a mi lahko vi garantirate, da bo za to operacijo tako in tako? So rekli, ne moramo. Se pravi, v bistvu moram jaz biti tista, ki bom sprejela odgovornost nase, da bo rezultat taki. Okay? Če se ne gre na operacijo, a veš, potem pa greš, če ne bo to, kaj bo to? Se pravi, nek cilj, potem pa se temu reče reverse engineering, jaz temu rečem, in greš nazaj, kateri so koraki, ki jih moraš narediti, zato da lahko prideš do prvega cilja, drugega, tretjega, in ta koncept, kako se tega lotiti, je nekaj, kar mi pomaga. In ker je dosti ljudi tega v bistvu v moji okolici, sploh prijateljev, ki takrat še niso imeli otrok, bom rekla, ali pa družine, ni znalo tega razumeti na tak način. Ali pa so imeli hujše situacije in potem jaz nisem mogla niti se potožiti, bom rekla, sem bila čustveno pravzaprav sama in se morala najti, če bi obstajala tvoje izobraževanje takrat, pa da bi ti že takrat oddelal, jaz bi ti prav gotovo našla, zato ker je to tisto, kar je bilo moja hrana, da se meni ni zmešalo. Pa gin toniki občasni s prijateljicami, recimo, pa take stvari, ne. In jaz sem oprosti, to še pa moram dodati. Ja, jaz sem bila 100% za tega otroka, pa sem vse poskušala narediti zanj, vendar jaz sem počela stvari tudi zase. Jaz sem takrat si našla nekaj, v čemer sem jaz uživala in jaz tudi delala, in takrat sem, zato da sem se jaz lahko malo odklopila od vsega tega. In tukaj je bila edino moja mama, ki sem jaz lahko mojega otroka zaupala. Nihče drug. Tako da v takih situacijah zelo težko najdeš ljudi, ki... Pomembno je, da se starši v takih situacijah znajo povezati z nekom, ki je že prehodil to pot. Zato, ker samo nekdo takšen lahko razume veselje ob miniaturnih korakih in strah pred prihodnostjo. In ti zna pokazati pot, kako priti z bolečine v upanje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, ko boste postali mojstri oziroma mojstrice manifestacije, napišite nam pod opombe, da ste poslušali to epizodo, da vam so bile vsebine všečne, in tudi všečkajte, komentirajte, delite vsebino med svoje prijatelje, ker s tem pomagate, da dosežemo čim širšo publiko. No, ampak eno stvar pa res moramo omeniti, ne. Brez mojega partnerja, ki je zdaj že 17 let z mano, Sebastiana, jaz verjetno, sem prepričana, da vsega tega ne bi mogla doseči. Zaradi tega, ker čeprav on ni oče Gabriela, je pa deloval in prevzel pravzaprav to očetovsko vlogo v smislu, da je bil suport meni. Ker če sva se že o manifestaciji pogovarjala, ena smešna zgodba tudi, kako sva se midva spoznala, jaz sem njega prav zmanifestirala. Takrat sva bila z Gabrielom dosti časa že sama, in jaz sem iskala partnerja zase, ne očeta za svojega otroka, ne. In v takih situacijah je zelo pomembno, da so tudi mame, ki ostanejo same, zelo jasno prepričane v to, kaj v bistvu one v življenju hočejo, če želijo svojemu otroku pomagati, a veš. Ne vem, kako sem jaz takrat zbrala to energijo, da sem se fokusirala v bistvu
tudi na to, da bi pa mogoče jaz vseeno imela enega partnerja, nisem izgubila vere v ljubezen. Verjetno je to povezano vse z tem optimističnim pristopom in mindsetom. In jaz se spomnim, takrat je prišla tista knjiga, malo predtem Skrivnost ven, The Secret, in sem brala zelo veliko in sem rekla, sej, kaj me pa stane, če probam tudi to. In sem malo je smešno, ampak jaz sem res naredila prostor v omari. Spala sem samo na svoji strani posle. Ko sem delala mizo, ko sva jedla za Gabrielom, sem pripravila še za eno osebo zraven. Vedela sem, kaj želim, kakšne knjige da bere moj partner, kako da razmišlja, kakšen ima pristop do življenja. Mislim, jaz sem si zapisala menda eden seznam lastnosti, danes mi je žal, da si jih nisem zapisala več, ker bi se še kakega našla, ampak bistvo vsega je, da je zelo pomembno, da imaš zraven sebe eno osebo, ki tebi stoji ob strani in te podpira. In da je on to zdržal zraven mene, kot partner. Mislim, vsakemu čast. Zaradi Sebastiana sva midve z Gabrielom lahko šla po tej poti. Rekla si, da si takrat eno zgodbo prebrala, slišala, ki ti je bila navdih. Se še spomniš te zgodbe? Ja, v bistvu je bilo. Jaz se spomnim te zgodbe, v bistvu, takoj, ko se je to zgodilo, ko sem rodila po enem tednu, 14 dneh, ko sem je začela v bistvu realizirati vse to, ko sem prišla v Ljubljano, sem se spomnila zgodbe Nancy Dornan, kjer je imela sina z spinalno neki s hrbtenico, neki odprto, ne vem kaj, ampak ona. In je razlagala ona, da je sedela v bolnici takrat na stolu in čakala, da ji zdravniki povedo, kako bo s tem njenim sinom Erikom, ki je približno mojih let zdaj. In je sedela zraven je ena gospa, ki je rekla, veš, naj ta situacija je lahko razlog, zakaj nekaj ne moreš, lahko je pa razlog, zakaj nekaj boš naredila. Se pravi, lahko je izgovor, problem, lahko je pa rešitev. In ta zgodba, nič več od te zgodbe ni pravzaprav, kot samo ta stavek, ki sem si ga jaz dala vase in si ga rekla, ok, to bo nekaj, zaradi česar bom jaz stvari naredila drugače in to ne bo moj izgovor ali pa problem, ampak bo zato sem to naredila, ker je to tak. Ne, da za to nisem. In že takrat sem verjela in razmišljala o tem, da če se bo izkazalo skozi življenje, da je tam moj način mentalne priprave in programiranja mojega otroka, ki ni imel realnih šans, da bo v življenju normalno lahko funkcioniral, če se bo izkazalo skozi čas, in zdaj je 26 let, da je ta metoda pravilna, da to deluje, bom to lahko delila z drugimi starši in jim pomagala na njihovi poti. In ta moja misija, ki sem jo nosila v srcu, bom rekla od takrat, sej to ni zdaj bilo s tem namenom vse delano, da me razumeš, ampak to me je držalo po koncu, sem rekla, dej, glej, če bo to, bom lahko pa nekomu pomagala. Ne vem, odkot imam jaz ta čut, da želim pomagati. Mogoče zato, ker sem sama šla skozi te stvari. In to je ta zgodba, Aleksandar. Nekoga, ki je bil isto v problemih, isto v situaciji, ko ni vedel, kako in kaj. In je tretja oseba, ker ne vem sploh, kdo je, ker nikoli ni bila omenjena, rekla, ali je to rešitev, ali je to izgovor, ali je to razlog. Samo te dve opciji sta. Včasih rabiš samo en stavek, da prideš iz problema v upanje. Bravo. Zdaj si ti za nekoga inspiracija. Tako je bila takrat ta gospa, praviš, tvoja inspiracija. Ne? Kakšen je občutek, ko vidiš, da ljudje prihajajo k tebi in črpajo neko moč ven iz tvoje zgodbe, črpajo moč iz tvoje podpore? Kakšen je ta občutek? Ne da se ga kupiti z nobenim denarjem. V bistvu moram priznati, da je to zame en tak občutek ponižnosti, ker si mislim, da nisem naredila nič takega.
Jaz sem pač neizmerno imam rada svojega otroka, meni se ne zdi nekaj posebnega. Ampak ko mi te stvari govorijo, ko mi povejo, da jim to da upanje, me to seveda da napolni in mi daje tisto, zaradi česar sem začela te stvari delati. Se pravi, zopet, zaradi mojega lastnega občutka notranje izpolnitve. In ko nekdo pride in ko jaz vidim, da ko mi pove, mimogrede, Aleksandar, ne morem se ti dovolj zahvaliti za, lahko mogoče to se smešno sliši, ampak prvič sem javno povedala svojo zgodbo, to je zelo težko, osebne stvari govoriti, zelo lahko je predavati o stvarih, ki se te ne tičejo. Na coaching konferenci leta 2022, kjer sem dobila priložnost, da sem v bistvu povedala to svojo zgodbo in se ti zelo zahvaljujem za to, ker takrat sem začutila, da sem zares na pravi poti. In ko sem naslednjič enkrat bila čist kot eden, zopet gost nekje, je prišla do mene ena mama, ki je rekla, joj, jaz imam tudi takega otroka. Mame se pogovarjamo o svojih otrocih, čeprav so že odrasli, ne? Takega otroka, ampak jaz nisem imela take moči, kot jo imate vi. In takrat me je zadelo zelo močno, zato ker sem mislila, jaz upam, da ne bo izpadlo zdaj, da nekdo, ki vseeno da vse od sebe, da ni dovolj. Ker vsaka mama da od sebe vso svojo ljubezen, energijo in vse, kar v tistem trenutku zmore in zna. Vedno se lahko nauči več, če želi, ampak verjamem, da vsaka deluje iz najvišje ljubezni do svojega otroka. In potem je ta gospa rekla, sem vprašala, kako je njen sin danes, je rekla, sej on je zdravnik zdaj, samo jaz nisem bila taka mama. Mene je skoraj kap, sem si mislila, sem rekla, a vi veste, kaj ste naredili? Sej ka vsak za en problem ali pa eno situacijo obstaja 100 rešitev možnih. Jaz povem lahko samo mojo, zato ker vidim, da deluje. Zdaj vsak ima svojo. In je rekla, ja, ampak kaj v sebi lahko, je rekla, on je, ampak se skozi dokazuje, nima pa tistega v sebi občutka, da je vreden. Mislim, več stvari je bilo in ko pride nekdo in mi začne, ljudje se mi odprejo, mi povejo stvari in mene to neizmerno veseli, da lahko nekomu dam upanje, ker to bi si jaz želela imeti takrat. Velikokrat smo v Inštitutu za rehabilitacijo v Soči se z različnimi mamami pogovarjali in sem bila zelo vesela, da sem bila priklopljena, bom rekla, na en program skozi te knjige in izobraževanja, ki ti dajo nek pozitivni mindset, da sem bila priklopljena na to, zato ker so dostikrat skozi pogovore tudi one, bom rekla, črpale neko pozitiven pogled na stvari in takrat sem ugotovila, da v bistvu da je pomembno, da nekomu daš upanje. Ampak takrat jaz tega nisem dojemala na tak način, ker sem bila še vedno v isti bolečini, v isti vlogi. In ko se danes nekdo z mano pogovarja, mu želim povedati, da ni sam, da ga slišim, da sem tu, da vem, skozi kaj gre, razumem vsako bolečino in razumem tudi strah, negotovost, jezo, frustracijo, da niso sami. In ta občutek, ko se mi zahvali nekdo, je pač neprecenljiv, kot sem rekla na začetku. Tega se ne da kupiti, ker mislim, da se strinjaš z mano, ker tudi sam si 1000-krat doživel, ko so ti ljudje iste stvari povedali. In na koncu se mi zdi, da je to pravzaprav tisto, kar nas dela ljudi in je to tisto, kar je naše najvišje poslanstvo kot ljudje. Da zmoremo biti inspiracija za nekoga drugega, da gre lažje on po svoji poti. Ker nikoli ne veš, kaj se nekomu dogaja. Če pa nekdo ima toliko poguma, da pride, pa mi to tudi pove v obraz, pa
Jaz sem taka, jaz pač vsakega kar objamem. No. To, kar si rekla, se mi zdi čudovito, predvsem zato, ker mi doskrat, ko pomagamo drugim, pomagamo sebi. Torej, ko nosimo nahrbtnik nekoga drugega, nosimo v bistvu, odložimo naš nahrbtnik. In to, kar si rekla tudi z vidika staršev, ki se včasih obsojamo, da nismo vse naredili, je to ključno, da mi naredimo vse, kar lahko z viri, ki jih imamo v tistem trenutku na voljo. In če tega ne bi razumeli na tak način, potem je lahko skozi neki trenutek za neko obsojanje, ker se mi zdi škoda energije, škoda časa in zato se mi zdi to. In kar bi še dodal k temu, je to, kar si sama izpostavlja. Nekdo, ki je šel skozi neko trpljenje, skozi neko bolečino, skozi neko negotovost, lažje potem razume bolečino nekoga drugega. Lažje potem je v bistvu nek mentor, coach, terapeut, svetovalec, zato ker je tudi sam prehodil neko pot, ki ni bila enostavna in je ta bolečina, ki jo je takrat premagal, spremenil v sebi, lahko na nek način priložnost, da v njej črpa moč in vidi to bolečino drugemu, da se ta oseba lahko spremeni. Morda bi sam še toliko dodal, ker imam eno vprašanje. Jaz sem kot učenec in učitelj cel čas in letos se mi je zgodilo to, da sem kar nekaj časa malo jamral. Jamral sem, ker sem čakal v prometnih zastojih več ur in tako sem se malo pritoževal in gotovil, da ta negativna vibracija mi je prinesla, da sem imel kar nekaj negativnih ali pa slabih projektov, tudi finančno neuspešnih, da sem ogromno ljudi, ki so me začeli čudno gledati, grdo govoriti o meni, celo sem dobil prvo grožnjo s smrtjo letos. Zgodilo se mi je, da sem mogel iti na operacijo v bolnico in tako naprej. In sem gotovil, da je res pomembno, da moram čuvati svojo vibracijo. In ti si mi prej rekla, da ti si imela v lanskem letu nekaj negativnih izkušenj. Kako si ti sedaj, ko si že mojstrica manifestacije, ko imaš toliko znanj, ko veš, kako zakon privlačnosti deluje, kljub vsemu manifestirala v svoje življenje nekaj, kar si ne želiš? Mislim, kaj so bili ti dogodki v lanskem letu? Samo toliko, če nam zaupaš. Bom povedala. Veliko dovoli mi, da v bistvu začnem z tem. Tisti ljudje, ki bodo gledali ta podcast ali ga poslušali in me poznajo tudi osebno, se bodo začeli zdaj pri mojem odgovoru na nek način tudi smejati, zato ker vedo, da sem pač jaz malo nora. Ampak nora v tistem pozitivnem smislu in zelo velikokrat razmišljam drugače kot pač out of the box. Tisti, ki me pa ne poznajo, pa želim, da razumejo to, kar bom zdaj povedala, da si pustijo, da poslušajo sedaj to odprte glave, odprtega srca in odprtega uma. Zaradi tega, ker sta bile res dve taki travmatični izkušnji, ki sta meni potisnili čez tisti moj rob, ki sem rekla, zdaj pa dovolj zame. Eno je, ki sem naredila Gabriel, odkljukano, vse ok, zdaj sem pa jaz na vrsti. In te dve stvari sta meni dale zamisliti, da je čas, da jaz začnem sama živeti zase, tako kot jaz hočem. Bom se navezala še kasneje na to. Kaj se je zgodilo? Prej sem omenila mojo mamo. Ona je bila moja velika učiteljica, vzor, zgled in moja najboljša prijateljica v odraslem življenju in največji podpornik v bistvu vseh mojih norih idej. In ona je lani v bistvu nepričakovano umrla. Moja mama je bila ženska, ki je pri 50 letih zamenjala svojo kariero, vrhunska strokovnjakinja, mojstrica, se šila od plesnih, poročnih oblek, ne vem, kaj še v svojem življenju, kreatorka, dizajnerka, živilja, vse živo. In je postala potem s časoma v bistvu, kako se že reče, svetovalka za zaščito tveganj ali nekaj podobnega. Pomagala ogromno ljudem tudi v teh naslednjih 20 letih. Ampak, se pravi, ona je bila prva tista, ki mi je pokazala, da v življenju ni vse, ne rabi biti vse premočrtno. In ona je
bila ženska, ki je v bistvu še včeraj zvečer bila na salsi, ker je plesala salso, prišla iz čudovitega družinskega potovanja, 3-tedenskega iz Kenije, in potem v naslednjem trenutku je sam umrla, jo je zadela kap. In nihče ni bil pripravljen na to, da nje pač ne bo. Veš, da enkrat bodo starši umrli. Ampak da se bo zgodilo danes na jutri, tako nepričakovano, ni mislil nihče. In to je bila ena stvar, ki je v bistvu mojo družino, mama je bila kot naš temelj, ki je mojo širšo družino v bistvu pretresla do temeljev, do temeljev zato, ker se je zgodilo vse tako, kot je ona povedala, da se bo zgodilo. In midve sva en dan preden se je to zgodilo zvečer, mi je rekla, veš kaj, saj veš, ne, pogovarjali sva se o smrti, pri nas pač to ni bila neka tabu tema in ona je skozi govorila, da želi imeti, da ko bo ono, da z njo tak ne bomo imeli problemov, da ona bo itak, da njo bomo nekaj našli in da ona bo to, da ne bo nobenemu breme in tako naprej. In da bo tak od danes na jutri, take stvari. In potem zvečer se midve pogovarjava, en večer, preden se je naslednji dan to zgodilo, in ona je skozi kamne zbirala, nosla nekje. In sem jaz njo vprašala, Madoro, kaj imaš ti s temi kamni, mama? Povej ti meni, od vse posod, kjer je bila, je prinesla nek kamen. Teh kamnov je bilo za mali kamion doma, različnih, vse posod nastavljeni. In mi reče, in ji vprašam, Doro, kaj imaš ti s temi kamni? Toliko jih imaš, da če boš ti umrla, da bomo lahko nagrobnik iz tega naredili. Zabavala sem se. Pa ona reče, pa daj, kak si nesramna. Reka, veš, kamni za mene pomenijo življenje. Kaj? Zakaj je življenje? Je rekel, zato, ker kamen je večen. Postaviš ga, tam je večen, to je bilo njeno pojmovanje, za njo je to bilo, da je to življenje. In od takrat imam drugačno spoštovanje do teh njenih kamnov, ki jim sicer smo rekli šara. In ko se je to zgodilo, da je ona dejansko umrla, ko smo njo dejansko res našli, nepričakovana situacija. Morala bi priti na rojstni dan od nečaka na kosilo in jaz se nisem dobila na telefon in veš tisto občutek, da je nekaj in to. Ampak je bilo po eni strani v meni neizmerna praznina, žalost, ampak moč, ki je jaz ne znam opisati. Meni se je zdelo, da se je v tistem trenutku, ko sem jaz bila soočena z njo kot mrtvo osebo, da se je vsa tista njena življenjska energija, moč, ljubezen, vse to prelilo vame. Jaz tega sploh ne znam opisati drugače. Zato sem rekla, mogoče bo kdo čutil, da je to malo drugače, ampak vsak po svoje to doživlja. Seveda sem bila neizmerno žalostna, pa vse, ampak sem rekla, okej, zdaj sem jaz najstarejša v naši družini, pač mama, jaz, brat, ne, če ne, tako vzamemo. In to je bila ena stvar. In potem ni bilo 3 mesece zatem. In zakaj se je to zmanifestiralo, ne znam razložiti, bistvo je bilo, da je ona rekla, kako bo odšla, kaj se bo zgodilo in to se je zgodilo. Zdaj, jaz lahko samo to povem. Čez 3 mesece sem jaz imela eno hudo nesrečo s kolesom, sem padla, ker sem jaz skoraj umrla. Prvo v življenju sem bila v situaciji, ko sem, a veš, ko razlagajo, greš skozi tunel in vidiš, to se mi je zgodilo, verjame kdo ali ne, ampak jaz se ne spomnim, jaz sem bila v nezavesti, razbit cel obraz, vse odprto, potolčeno, vse celo. Za čuda, nič zlomljeno. In sem v tistem trenutku, ko mi je to zgodilo, sem videla pač mamo in sama me je držala za roke in se reče, kaj se je, zdaj mrtva? Ali mama, ti si, tišina, samo tisti občutek, da je vse v redu, vse bo v redu, vse bo v redu, vse bo v redu. In potem se samo oddaljevala in to je bilo to. In jaz sem vedela, da ona me ne čuva. Ok? Zakaj je to bilo pomembno?
ta trenutek, ta nesreča seveda ni fajn, ampak jaz vem, da sem si jo zmanifestirala sama. Ne zato, ker sem bila žalostna, ker je mama umrla, pa ker vse. A veš, v partnerskem odnosu se dostikrat zgodi, da se za kakšne stvari ljudje ne strinjamo med sabo. In jaz sem v tistem obdobju zelo intenzivno tudi razmišljala zelo o tem, kot nek manifestator, kako razmišljaš, kaj boš zmanifestiral in da dejansko imajo tvoje misli neko energijo, ki pritegne ekvivalentno tej energiji, tej vibraciji neko dogajanje. In videla z mojim partnerjem sva šla s kolesom, sva se peljala, ampak sva se nekaj sporekla. In jaz sem ves čas za brez veze premlevala v glavi in bila jezna. In, a bi bilo še vse super, še 3 ure zatem, ko sva kolesarila, vse top. Ampak jaz še vedno v sebi, a veš tisto, ko imaš samo govor. In potem se je meni to zgodilo. Jaz sem padla. Ampak point, jaz tega nisem upala nekaj časa nobenemu povedati, ampak jaz sem v tistem trenutku, ko sem prišla k sebi, cela zašita po 4 dneh, ko sem bila doma, sem razmišljala, se ni čudno, da se mi je to zgodilo. Kaj sem pa jaz razmišljala, preden se mi je to zgodilo? Kaj sem razmišljala? A je bil kriv on? Ne, ni bil kriv, jaz sem bila, ker jaz mislim svoje misli. Ampak to je bilo za mene tisti tak wake up call. Klic, zdaj pa dost. Hočeš to, želiš tako, zdaj pa zase. Zdaj pa zase moraš to narediti, ker za svojega otroka, pa za nekoga, ki ga imaš rad, je še lahko. Zdaj pa moraš zase narediti. In to niso bile dve, mami do smrt ne vzamem na tak način, ampak to je bila ena stvar, ki je meni dala zamisliti, da danes si, jutri te ni. In da je vsak dan pomemben. In da je samo danes. Ker jutri ne obstaja. Ko pride jutri, je tudi danes. Ne? Da je to, kar imaš in v tem trenutku moraš narediti največ, kar lahko. In ta moja nesreča je v bistvu bila povod za to, da sem jaz začela zase ozavestiti, kar je banalno, ker sem celo življenje tako živela, ampak veš, ko se pa gre zate, pa drugače klik naredi v glavi. Zdaj pa je čas, da jaz grem živeti svoje poslanstvo, se pravi to, kar zdaj v bistvu delam, zato ker nikoli ne vem, koliko časa mi je tukaj še ostalo, kar mi je evidentno situacija z mamo pokazala, in da je zelo pomembno, kaj jaz sama s sabo se pogovarjam vsak dan. Razumeš? To sta te dve stvari. Jaz sem zelo odkrita, zelo ranljiva v tem trenutku, ko razlagam take zelo osebne stvari, ampak jih razlagam tukaj na tem mestu zato, ker verjamem, da bo lahko se kdo z njimi povezal, da bo se lahko kdo poistovetil in bo razumel, da smo vsi samo ljudje in da jaz nimam pred kom kaj skrivati. A razumeš? Ne rabim. In verjamem, da ta publika tudi razume bistvo tega pogovora. Ker to ni neka šikimiki, ne vem, znanost, kar neki namišljeno, ampak je hard-proof realnost. In nihče nas ne uči gravitacije, nihče nas ne uči zakona gravitacije, ampak vseeno, če bom šla na rob balkona, pa se vrgla dol, bom padla dol in umrla, konc. In isto je ta privlačnost, se pravi, na kaj se jaz fokusiram. Sej, to je v končni fazi ta manifestacija, o kateri govoriš. Jaz upam, da sem odgovorila, čeprav sem zdaj povedala tako zgodbo, to je bil point, ni bilo velike filozofije, zakaj se mi je to zgodilo, zato, ker sem razmišljala glupo. Točno to sem jaz razmišljal in na tak način sem jaz prišel do slabih manifestacij. Kajti mi z mislimi, z besedami, z tem, kdo smo, privlačimo. In doskrat ljudem razlagam, ne, da nihče ni popoln. Tudi jaz privlačim stvari, ki jih ne želim, ob vsem znanju. In ključno je tukaj, da s temi zgodbami, kot je tvoja, in da delimo vse te zgodbe med sabo, da vidimo, če jaz sem v slabem čustvenem stanju, privlačim stvari, ki mi ne koristijo. Kaj je recimo bilo nekaj, kar si ti dobila? Ti si naša certificirana mojstrica manifestacije, si bila pri nas na coaching konferenci in neka coaching znanja dobila. Kako ti ta znanja koristijo danes, povej mi? Tako bom rekla.
Meni ta znanja koristijo v smislu, da znam prepoznati svoje vzorce razmišljanja ali pa kam bo nekaj peljalo. A veš, vsak se s sabo pogovarja vsak dan, pa razmišljaš o nekih stvarih, pa kako boš rešil to, pa kako boš naredil ono, pa kaj imaš zrihtati tisto, pa kaj zdaj še, ne? Ampak začneš razmišljati, ko se daš v nek loop, v nek način razmišljanja, zdaj znam prepoznati, kam bo to vodilo, če ne bom jaz spremenila, ali je rezultat, ki ga bo to razmišljanje, ki ga imam v tem trenutku, pripeljalo do tega rezultata, ki ga jaz želim, ali moram jaz svoje razmišljanje zdaj spremeniti, zato da bom dosegla tisti rezultat, ki ga hočem. Jaz sem znala skozi ta izobraževanja povezati ene stvari, ki so nam ljudem pravzaprav naravne. In razumela sem čisto znanstveno logiko tukaj odzadaj. Da to ni nekaj, kar bi bilo, kar bi si nekdo zmislil, ali pa da je samo ena dobra tema ali pa finta, pač pa da so to konkretni načini, kako tudi naši možgani naši možgani na našem nezavednem nivoju procesirajo določene informacije in kako se mi potem na to odzivamo. Da v bistvu dobila sem potrditev še enkrat, da je to, kar jaz razmišljam, odvisno, kakšen bo rezultat. Da sem jaz v kontroli, da imam jaz nadzor. Zato, ker mi vsi rečemo, jaz bi rad imel svoje življenje pod kontrolo. Pa kaj to pomeni? To pomeni prevzemati odgovornost za svoje misli in za svoje počutje. In velikokrat, ko uporabljamo neko terminologijo, kot recimo ti rečeš velikokrat čustveno stanje in tako, je za dosti ljudi to ne zna si slike narisati. Veš, kaj razmišljamo vsi v slikah, kaj pomeni zdaj dobro čustveno stanje, kaj pomeni slabo čustveno stanje, slaba energija, slabo to. Jaz rečem, okej, če je ena stvar, ki jo lahko vzameš iz tega, kako se počutiš, bodi pozoren na to, kako se počutiš. Če se to, kar počneš zdaj, pa razmišljaš zdaj, če se zaradi tega počutiš boljše, je to okej. Če se počutiš slabše, je potrebno tvoj način razmišljanja spremeniti. Počutje, ker mi smo se vsi rodili z enim kompasom, notranjim. To so naša čustva. Veš, to sem se naučila, vsa ta znanja povezati med sabo, iz vseh teh knjig, ki so od NLP-ja, od manifestiranja, na koncu vse pride na eno. Na koncu pride, z mojega zornega kota pride na koncu vse na eno. Od tega, kako mi razmišljamo v sebi, ko nas nihče ne gleda, ko smo sami. Od tega je odvisno, kakšen bo naš rezultat v življenju. Saj ne rabimo biti vsak dan 100% pozitivni pa dobre volje. Ampak veš, kaj moramo biti? To je ena stvar, ki sem jo pri Gabrielu skozi uporabljala. Večkrat dobre volje ali pa večkrat pozitivni, kot pa negativni, ker tisto bo prevladalo. To je bilo, a lahko stopim tak, lahko zdaj stopim grdo ali na celo stopalo, če bom 500-krat na celo stopalo, pa 200-krat na prste, bo prevladalo na celo stopalo. V bistvu simpel logika. Sam najtežje je biti dosleden pri prevzemanju odgovornosti za svoje počutje in za svoje dejanja. Se strinjaš? 100%. Tudi čudovito si to predstavlja. Komu priporočaš to izobraževanje, mojster manifestacije, ki si ga pri nas naredila? Komu bi priporočila? Za koga misliš, da je? To je pa eno tako specialno izobraževanje, da je samo za tiste, ki želijo biti v življenju srečni. Za vse ostale, ki ne želijo biti srečni, za tiste, ki želijo še naprej biti, šalim se. Upam, da si zaznal sarkazem, ampak komu priporočam? Vsem, ki želijo biti v življenju svojem srečni. Zato, ker tudi če se sliši ta naslov mogoče malo znanstven ali pa malo neoprijemljiv, je to nekaj, kar vam pomaga
da boste imeli lažje svoje misli, svoje življenje pod kontrolo vi in da ne boste pustili, da bo nekdo drug odločal o stvareh v življenju, ki so za vas pomembne. Ker toliko znanj, kot jih na tem izobraževanju dobiš, ki so zelo, kako se reče, v bistvu interdisciplinarne vsebine, če bi temu, upam, da sem sploh prav to povedala, se prepletajo v tem izobraževanju. Ni samo ena smer, samo vprašanje, samo to, ampak gre za nek skupek izobraževanj, vsebin in znanj, ki omogočajo neko bazo. A veš, prej sem razlagala o knjigah, ki jih svetujem, no to je ena izmed stvari, ki bi jih jaz vsem svetovala. To izobraževanje. Zato, ker to ne pomeni mojster manifestacije, da bo nekdo lahko pa jutri zmanifestiral zdaj, ne vem, 500,000 ali pa 5 milijonov ali pa novega partnerja. Pač pa to pomeni, da bo samega sebe naučil, kako se mora on počutiti, kako se mora obnašati, da bo sploh imel možnost on v svojem življenju srečati ljudi ali pa situacije, ki bojo pripeljale do teh rezultatov, ki jih nekdo želi. In zato to potrebuje. Bravo. Tvoja zgodba ima srečen konec. Gabriel je zdaj, povej mi, kaj zdaj on počne vse. S čim se ukvarja? Torej nekdo, ki so mu rekli, da nikoli ne bo hodil, videl, slišal, je zdaj uspešen mlad fant, živi v tujini. Kaj počne? Deva o tem še. Gabriel je srečen. Gabriel je zadovoljen. Uživa svoje življenje. On zmore to, kar zmorejo drugi 26-letniki z vidika motoričnih sposobnosti. Mislim, lahko bi igral tudi nogomet, ampak igra košarko, na primer. Pač on ne more hitro teči. Lepo hoditi, ali kako naj temu rečem. Drugače pa vse to zmore. Vozi avto, vozi mountain bike, kolo, brez pripomočkov. On živi kot drugi njegovi vrstniki lahko. Tako kot sem prej povedala, on pač ne več športov kot marsikateri njegov vrstnik, ravno zato, ker jih ni mogel. In ker skozi te športe preizkuša samega sebe, na primer. In zato, ker nikoli, ko je bil majhen, pa je hotel probati tipo prosto plezanje, in je imel nogo zasukano noter, jaz nisem rekla, ti to ne moreš, ker imaš tak nogo, ampak sem rekla, te bom jaz držala, pa probi pač nekak. In danes on hodi recimo enkrat na 14 dni v eno dvorano plezati. Ne vem, koliko je dober, ampak ne, zelo postavljen, visok, taki, ko sem si ga jaz predstavljala. Ne, mlad moški. In on v bistvu govori 5 jezikov. Uči se zdaj še enega, zelo drugačnega, grško. Dela kot govor je pravzaprav za nekoga, ki se reče, da ne bo govoril, je to zelo ironično, ker je govor njegovo najmočnejše področje in izražanje. In kljub temu, da ima ADHD, ki ga v bistvu na nek način ovira, ima on te svoje omejitve pod kontrolo, jih razume in ve, kaj so triggerji, zelo dobro pozna samega sebe in v bistvu živi prav polno življenje. Je trenutno, on je šel tudi na fakulteto za varnostne vede, se pravi to varnost informacij, ki je pač ni diplomiral še, pa mogoče tudi ne bo nikoli, ampak zame to sploh ni pomembno. Drugače pa je zdaj v bistvu kot strokovna tehnična podpora za eno mednarodno korporacijo. In je v tem svojem delu imela sem priložnost, da slišati, ker sem bila pri njemu zdaj prejšnji teden. In mi dovoliš, da uporabim izraz beyond my wildest dreams. Jaz sem enega hipa samo sedela na terasi, solze so mi tekle, veš, bradica, neobrit, ne, verižica, brez rokav, mišice. Si ne morem verjeti, da je to res. Sreča, ponos. Veš, ko rečeš kot mama,
Moje srce je mirno, zato ker vem, da je otrok srečen. In to je bil moj cilj. Aleksandar, moj cilj nikoli ni bil, da bo otrok lahko to, da bo lahko to, da bo zmogel to, da bo lahko hodil. Seveda smo probali se približati. Moj cilj je bil, da bo moj otrok, ko enkrat odraste, srečen in zadovoljen z svojim življenjem in pomirjen sam s sabo. Kakorkoli nekaj bo. Saj sem povedala, ne zmore prav lepo stopiti, ampak to njega ne ovira. In to je, da je srečen in zadovoljen. To zdaj počne. Živi svoje življenje na polno, z polnimi, razširil svoja krila in živi tako, kot si je sam želel. Ima možnost izbire v življenju. In če mi dovoliš, da nekaj dodam. Ko se z starši pogovarjam, sem velikokrat rada zelo iskrena. In povem ene stvari, ki mi reče, zakaj si to vse naredila. Seveda zato, ker sem jaz želela njemu pomagati. Da bi njemu bilo v življenju čim lažje. Da bi bil čim manj odvisen od nekoga drugega, zato ker mene enkrat več ne bo. Ena stvar. Druga stvar pa, če bom jaz, ko je bil on majhen, naredila vse, kar je v moji moči, da bo on čim bolj samostojen, bom jaz enkrat, ko bo on odrastel, mogoče tudi lahko imela kaj od svojega življenja. Ok? Pošteno. Ni, pa mogoče me bi kdo za to obsojal, ampak vsi smo samo enkrat na tem svetu. Vsi imamo pravico živeti in zato opogumljam tudi mame, da si vzamejo čas, pa pustijo svojega otroka nekje, kjer ga lahko za nekaj časa, ker one rabijo zadihati. Če bo mama, jaz sem vedela, če bom jaz crkala, psihično ali pa fizično, tudi svojemu otroku ne bom mogla več pomagati. Je treba znati poskrbeti zase. In ena stvar, skozi katero lahko poskrbijo zase, je starši, da naredijo dve stvari. Da se povežejo z okoljem, ki jih lahko podpira. Lahko to preko moje Hero from Zero akademije, ki sem jo ustanovila, oziroma se povežejo z mano, kjer sem jim jaz lahko ta bridge, ta support, da jim pokažem, kaj sem jaz naredila, da so bili rezultati taki in jih pomagam peljati po tej njihovi poti. In druga je, da se naučijo skozi tvoje izobraževanje mojstra manifestacije ali pa katerega drugega, ki je ti veš, da je primerno za njih, da se naučijo si postaviti tisto bazo, ki jo potrebujejo v svojem življenju. Zato ker, če danes, oni bi radi postali najboljši starši svojemu otroku z posebnimi potrebami. Ok, dragi starši, noben te sploh prvi vrsti ne uči biti starš, ker ta knjiga, manual za to, kako to dela, ne obstaja. Drugič pa, kako biti starš otroka s posebnimi potrebami, kjer ni recepta, ker je vsak otrok drugačen, pa sploh ne obstaja. Ok, iščeš pač potem neke približke in to so stvari, ker se učiš. In to moraš biti pripravljen. Zato pravim, vedno obstaja pot. Ljudje morajo vedeti, da niso sami, da se jim podaja roka na eni strani z nekimi izkušnjami, na drugi strani z nekimi drugimi izkušnjami, z znanjem. In ko si združen, ko ustvariš neko ekipo, ki tebe podpira, si sposoben ustvariti ekipo učiteljev, zdravnikov, družine, ki bo podpirala tega otroka, da bo lahko dosegel svoj maksimalni potencial. Kako te lahko ljudje dobijo? Na kakšen način lahko stopijo v stik s tabo? Na različne načine. Tisti, ki so bolj na Instagramu, me lahko najdejo pod World of Maja. Drugače imam tudi spletno stran majastefanec.com. Lahko me najdejo preko maila, če mi pošljajo mail, maja@majastefanec.com. V bistvu na različne načine lahko pokličejo tudi tebe, pa jim boš dal kontakt, če bo treba. Zakaj? Zato, ker pač starše je velikokrat strah. Meni lahko najdejo, jaz sem vedno dosegljiva, če me slučajno srečajo po cesti, pa si niso zapomnili, mi lahko tudi pocukajo za rokav. Tako na socialnih omrežjih, na Facebooku, Instagramu, kot sem rekla. Dovoli mi, da povem samo eno stvar še, Aleksandar. Pripravila sem v začetku šolskega leta webinar
ki sem ga posnela in je brezplačno dostopen vsem staršem, katerih otroci so se letos prvič šolali v prvi razred, mi lahko tudi kontaktirajo, da bodo dobili lahko posnetek tega webinarja, ker so noter mogoče informacije, ki jim bodo lahko prišle prav ob tem, ko otrok prehaja v neko novo obdobje v življenju, in je to hkrati tudi obdobje za njih. To so edini starši, za katere rečem, da grejo skupaj z otrokom v šolo. Vsi ostali starši, ki jih imajo srečo, da so otroci zdravi, grejo njihovi otroci v šolo, starši ne rabijo iti. Čudovito. Hvala lepa. Daj mi kakšno misel za konec, za našo publiko. Kaj bi bila tvoja zaključna misel? Kaj je recimo ena misel, ki jo skozi Gabrielu ponavljaš, ko enkrat tebe več ne bo? Daj nam nek tak zaključek. V življenju je možno doseči vse, kar si zamisliš, če si pripravljen se naučiti, kako, najdi resurse, ki ti pri tem pomagajo in verjeti v to, da ti bo uspelo. Morda ne boš 100% dosegel cilja, morda za svojo puščico ne boš dosegel lune, pa v vsakem primeru boš pristal med zvezdami. Maja Štefanec, to je Štajerka, ki živi na Primorskem. Hvala lepa, bilo mi v čast veselje. Mislim, da se imamo še veliko za pogovarjati in to lahko izkoristiva ob neki naslednji priložnosti. Tako je. Najlepša hvala za vabilo, Aleksandar, in hvala tudi vsem gledalcem, poslušalcem, ki so poslušali ta pogovor. In ne pozabite, če še niste bili na predavanju oziroma izobraževanju od Aleksandra, je to mogoče pravi trenutek, da se odločite v življenju zase. Hvala. Hvala tebi. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.